On je en od nas. Na svetu obstaja veliko princev, a le en kralj. Janez Cigler, kralj. Spoštovane članice in člani Nove Slovenije, spoštovani gostje, vsi, ki ste tu prisotni ali pa nas spremljate preko digitala. Dragi prijatelji, kaj dodati vsemu temu, kar je bilo že povedano prej, v živo in pa na temle filmčku. Lahko rečem, da skozi to kampanjo za predsednika Republike Slovenije še bolj in še najbolj spoznavam predvsem samega sebe. Kdo bi si mislil, da bom pred letom dni, ko sem vas nagovoril na kongresu, takrat digitalnem, kot tedanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da se bomo letos srečali v čisto drugem kontekstu. Da bom kandidat za predsednika Republike, predlagan strani Nove Slovenije. Še manj pred 3 leti, ko sem takrat še strokovni sodelavec v poslanski skupini, prvič poskušal srečo in kandidiral za izvršilni odbor Nove Slovenije. Gotovo bi nas bore malo takrat znalo ugibati, v kakšni vlogi vas danes tukaj nagovarjam, tak kot sem, izhajajoč iz tega življenja in oblikovan od teh ljudi, ki ste me pripeljali sem, kjer sem. Vaš predsednik, kandidat za predsednika Republike. En od vas. In imam močne razloge za kandidaturo. Tako jaz kot Nova Slovenija. Najprej je bila močna odločenost, da tretja stranka v parlamentu mora imeti svojega kandidata na teh predsedniških volitvah. Drugič, videli in slišali smo, da do mojega vstopa v predsedniško tekmo ljudje niso imeli kandidata ali kandidatke, za katerega bi mirno in iskreno oddali svoj glas na teh volitvah. In tretji, zame najpomembnejši razlog za odločitev, da sem vstopil v predsedniško tekmo je, poglejte naše otroke. Kakšni Sloveniji si želimo, da bodo živeli čez 5, 10, 15 in več let? Bo to Slovenija, ki bo živela v miru in blagostanju? Bo to Slovenija, kjer bo delo in podjetnost spoštovano in cenjeno? Kjer bo lahko vsak od svojega dela dostojno živel? Kjer bodo družine resnično dobrodošle? In kjer bodo starši podprti v svoji odločitvi za otroke? Kjer ne bo prostora za razne radikalizme in ekstremizme ter ideologijo LGBT, ki želi prevzeti od staršev pravico vzgajati otroke po svoji vesti in v skladu s svojimi vrednotami. Ja, zaradi tega kandidiram, da jasno povem, da sam in v Novi Sloveniji želimo, da se mora delo splačati in da vsak, kdor dela, ne sme biti reven. Da je prava pot za spodbujanje uspešnih in ustvarjalnih, pot dobrega poslovnega okolja, torej nizkih davkov in visokih plač. Da je družina res osnovna celica družbe, ki je temu primerno zaščitena in podprta. Da je prav, da si vsak svobodno izbira način življenja, svojo partnersko skupnost ali samskost, ampak da v postopku posvojitve otroka iščemo najboljši približek idealni skupnosti za otroka
In to sta prisotna mama in oče. Da smo dolžni poskrbeti za tiste, ki sami zase ne morejo poskrbeti, in ne nazadnje, da se nadaljuje z vlaganjem v modernizacijo Slovenske vojske, kot je to zastavil naš predsednik Matej Tonin, ko je bil minister za obrambo. Saj to pomeni krepitev miru in varnosti, ki sta temelj za vse ostalo, kar sem povedal. Dragi prijatelji, danes nas hočejo prepričati, da mi živimo nekakšne drugačne ali pa celo ekstremne, radikalne vrednote. To slišim večkrat dnevno v tej kampanji. Vidite, kam nas je pripeljal ta mainstream oziroma njegova radikalna politična korektnost. Če si danes iskren domoljub, te označijo za nacionalista. Če si danes za to, da naj bo otrok posvojen družino s prisotno mamo in očetom, si kar homofob. In če si proti ilegalnim migracijam in nekritičnemu odstranjevanju ograje na naši južni meji, si takoj fašist. Gospe in gospodje, kandidiram za to, da se temu diktatu uprem. Če se temu ne bomo... Če se temu ne bomo uprli mi, kdo se bo? Če v tekmah, kot je predsedniška, ni zastopan naš glas, glas Nove Slovenije, naše vrednote, potem se počasi izrinjajo in umikajo iz javnosti. Potem drsimo v totalitarno enoumje. Tega si ne želim. Ste z mano? Sem edini kandidat, ki je glasoval proti spremembi družinskega zakonika, ki tako agresivno posega v najbolj intimna razmerja, v družino. Tudi sem edini, ki jasno povem, da je prejšnja vlada, katere ključni del je bila ekipa Nove Slovenije, napravila veliko dobrega, kar bo ostalo sedanjim in prihodnjim generacijam. Sem edini, ki jasno zagovarja vrednote, po katerih slovenski in evropski človek živi že stoletja. In to so naše osrednje vrednote. In vsega tega, spoštovane in spoštovani, mi ni nerodno tudi javno povedati. Sem edini desno-sredinski kandidat. Iskreno verjamem, da so to najbolj preizkušene, trdne in tudi sodobne vrednote, ki družbo povezujejo in dajejo vsakemu predvidljivost in varnost, po kateri vsi hrepenimo. Na vrednotah, na katerih stoji Nova Slovenija, svoboda, pravičnost, solidarnost, varnost, na teh je bila osnovana samostojna Slovenija. In na njih sloni naša slovenska zgodovina, evropska civilizacija. Te vrednote zagovarjam, živim, te vrednote bom poosebljal tudi kot predsednik republike. Človek mora najprej spoštovati svoje vrednote, poznati in spoštovati svojo identiteto, da lahko s spoštovanjem pristopi do prav vsakega človeka, mu prizna njegovo dostojanstvo in ga sprejme v njegovi drugačnosti, kakršen je. Želel sem vam veliko povedati še o svojem življenju, pa o svojem delu kot minister, pa o ostali ministerski ekipi. Ampak sam menim, da je bilo
to že najbolje, kar je možno povedano. Želel bi se v tem sklepnem delu svojega nagovora obrniti najprej k Mateju Toninu. Dragi Matej, kot predsednik Nove Slovenije lahko rečem za ostalima predhodnikoma orješ ledino. Vsak od vas ima iskreno, mislim, da eno najtežjih del od predsednikov ali predsednic političnih strank v Sloveniji. Ampak krščanski demokrat se tega ne ustraši. Tudi krščanska demokratka ne, spoštovana Ljudmila Novak. Kajti imamo trden temelj, ne samo Roberta Schumana, ki je oče Združene Evrope. Imamo zgled Lojzeta Peterleta, ki se kot krščanski demokrat ni ustrašil orati ledino in nam je svojo vlado pravzaprav priboril osamosvojeno, samostojno in neodvisno Slovenijo. Imamo dediščino Andreja Bajuka, ki je kot ustanovni predsednik Novo Slovenijo popeljal na samostojno pot in dal priložnost krščanski demokraciji, da se razvija. Imamo Ljudmilo Novak, ki je stranko prevzela v najtežjih časih in orala ledino in omogočila, poskrbela, tako vodila in motivirala ekipo, da so dosegli nemogoče. Stranka se je leta 2011 vrnila v parlament kot prva politična stranka, ki se je van vrnila potem, ko je izpadla. Dragi Matej, ti orješ ledino na en nov način. Izzivi, pred katerimi smo, so na nek način enaki, kot so bili morda pred desetletji, ampak na nek način popolnoma novi in nepoznani. Ti se tega ne ustrašiš, predvsem pa kar vidim pri tebi. Si izjemen motivator. Lahko povem, da če ne bi Matej v tednu pred zadnjimi državnozborskimi volitvami jasno povedal, da je naš cilj, da postanemo tretja politična stranka na volitvah, da dosežemo tretji rezultat na državnozborskih volitvah in nas k temu tudi motiviral na različne načine, sam ne bi verjel, bi obupal, v tednu prej bi zaradi anket obupal in mislim, da marsikdo od nas. In ker je Matej takrat prevzel vso odgovornost na svoja pleča in nas pozval, da je to mogoče, smo to tudi dosegli. V nedeljo, na volilno nedeljo, smo bili presrečni in Matej, če boš še tako, vsaj tako naprej vodil stranko, evo, imaš moje trdno zaupanje in mojo podporo. Ustanovitelj svetovnega skavtskega gibanja, Lord Baden-Powell, je pred, lahko rečemo, skoraj 100 leti dejal: glej daleč in ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje. Mislim, da krščanski demokrati že gledamo daleč. Z vsem našim programom, z delom, kjerkoli smo. Zdaj je čas, spoštovane in spoštovani, da gledamo še dlje, da gremo čez, da prebijemo svoje okvire, v katere nas skušajo ukalupiti, da naredimo to, kar se zdi nemogoče. Mislim, da so te predsedniške volitve enkratna priložnost, da se stranka še bolj poveže, da se okrepi in da z močno motivacijo gre v naslednjo desetletje, kajti Slovenija in Evropa potrebujeta krščansko demokracijo in mi tu gradimo temelje za prihodnost. Zakaj sem tako samozavesten in zakaj sem tako trden v tem svojem prepričanju? Ker imam močno podporo 3 ključnih ljudi krščanske demokracije v Sloveniji, in sicer predsednika osamosvojitvene vlade Lojzeta Peterleta, Ljudmile Novak,
bivše predsednice, sedanje evropske poslanke in tudi kandidatke za predsednico republike pred 5 leti in pa sedanjega predsednika NSi Mateja Tonina. Mislim, da je ta trikotnik ključen v tem, da se združimo, pokažemo svojo moč, se ne ustrašimo nemogočega in gremo 24. oktobra močni na volitve za svojega predsednika republike. Čas je za desnosredinskega predsednika Republike Slovenije. Spoštovane in spoštovani, 24. oktobra bomo pokazali, koliko cenimo vrednote krščanske demokracije. Svobodo, pravičnost, solidarnost, varnost, dostojanstvo vsakega človeka. Svojo kandidaturo nikogar ne napadam, nikogar ne ogrožam, nikomur nič ne jemljem, tudi Nova Slovenija ne. Jasno pa pokažem razliko in ni mi težko povedati, iz katerih vrednot izhajam in jih bom tudi zagovarjal. Prijateljice in prijatelji, pomembno je, da v prvem krogu 24. oktobra damo jasno sporočilo javnosti, koliko nam pomeni načelnost. Če ste zaznali, podobno kot sem jaz, se ljudje prebujajo. V zadnjem tednu so mnogi na številnih družbenih omrežjih ali v javnosti sporočili, da so nameravali v prvem krogu glasovati bolj taktično kot načelno. Mislim, da se zadeva obrača in vrača nazaj, da bo takšna, kakor je prav. Vedno več ljudi sporoča, da bojo v prvem krogu glasovali načelno in podprli desno-sredinskega kandidata in potem bomo videli, pustimo se presenetiti. Tega govora ne morem zaključiti drugače, kot z eno veliko zahvalo svoji ženi in svoji družini. Brez njihove podpore, brez modrih nasvetov, predvsem pa brez tesnega objema, ne glede na to, kako uspešen ali neuspešen sem v svojem profesionalnem življenju, ne bi zmogel tako daleč in se tudi ne bi zmogel dati na razpolago Novi Sloveniji in Sloveniji za to predsedniško kandidaturo. Zato hvala, Klavdija, hvala najini 4 čudoviti otroci. Spoštovane in spoštovani, da pa ne bojo samo taki ganljivi trenutki, pa se ne morem izneveriti tudi svojemu družabnemu omrežju, po katerem sem tudi znan in vas prosim, spoštovani, da naredimo en selfie. A smo za to? Vas prosim, da ostanemo in pokažemo širni Sloveniji, kakšno je danes vzdušje v Rogatcu in da bomo volili desno-sredinskega svojega kandidata pod številko 3 na volitvah 24. oktobra. Hvala vam.